Dejana na Niger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro naši gosti, to je gospa Agica Kovše. Dobro jutro, Agica. Dobro jutro. Dobro jutro. Zakaj je Agica tukaj, kot smo rekli, 23. pravljični dan je v Mariborski knjižnici, pravljični dan, ki traja 2 dni v bistvu. In še ena pomembnejša stvar na začetku, gospa Agica je prav tako s Pohorja, tako ti veš. Ja, kar hitro smo se povezali. Čeprav imamo spet, kot smo imeli pri filmu, kjer kaj rekel, imamo severno in južno. Ne? Pohor je tako, ampak mi se razumemo, vsi Pohorci se eno. Ja, se razumemo. Se razumete? Se zastopimo, a ne? Tako, zastopimo se. Lepo bi zdaj bilo, veš, če sta prava Pohorca, bi mogel dati klobaso, drugi šnop, ampak dobro, pustimo. Gospa Agica, torej 23. pravljični dan v Mariborski knjižnici. Ja. 23. pravljični dan, to je že pravzaprav kar maratonski. Ja, tradicija, ne? Ja, že več kot 20 let imamo te pravljične dni, pravljične večere. In letos je to razpotegnjeno na 2 dni. Danes dopoldne ob 10. uri, če lahko kar povem. Ja, kar prosim. Danes ob 10. uri bo v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi pravljično jutro za mlade, kjer bodo prišli učenci osnovne šole iz Selnice. Pripovedovali bodo 3 naši pravljičarji, to so Zdenka Gajser, Leja Hedl in Robert Kereži, ki prihajajo iz Mariborske knjižnice. In posebna gostja, to bo Maša Ogrizek, ki se vedno bolj uveljavlja kot mladinska pisateljica. O, krasno. Zdaj mislim, da na šolah, tam 2. triada, vsi vejo za mlado. Pardon, zdaj sem se zmotila. Ne, ni problema. Mlada Luna, ampak lisičja Luna. No, tako. Ja, to smo tudi mi to doma obdelovali z pubecoma. Drugače pa torej dogajanje je razpotegnjeno čez 2 dneva in vrhunec projekta, pa pravite, so pravljični večer oziroma pravljični večer za odrasle. Zdaj pa, Agica, moram najprej vprašati, oziroma najprej reči, malo me strah vprašati, veš, ko nekdo reče pravljica za odrasle, hopala. Ampak v bistvu ne gre za te sorte pravljice in ne gre recimo za pravljico, kot je, ne vem, da bi bil film Misija nemogoče, samo da na koncu Etana Hunta poje volk. Ni tak, ne? Kako izgleda to? Zdaj, ko rečemo pravljice za odrasle, ne, se nekateri kar ostavijo wow, pravljice, ne, za odrasle. Zdaj, če to poimenovanje pravljica, ki je to kot literarna zvrst, odmaknemo, je to v resnici zgodba. Ne? Zgodba, ki je pač namenjena odraslim, tu ne bomo govorili o zajčkih, medvedkih in tako naprej. No, seveda. Ampak zgodbe, ki so pač namenjene odraslim, ne? Saj skozi celo zgodovino so si ljudje pripovedovali zgodbe. Ne? Ja, to je osnova. Točno to. To je dejansko. Gremo od vas, bom pripovedovala zgodbo, recimo. Ne? In tudi ljudje smo ena taka zanimiva sorta živali, ki nas ravno to, da verjamemo v zgodbe, to je v bistvu temelj naše družbe kot take in tega, da smo se razvili in prišli tako daleč, ker ne nazadnje v različne pravljice verjamejo ljudje po celem svetu, ki se absolutno nikoli ne srečajo. Recimo denar je ena od takih. Ja. Torej pravljični večer za odrasle. Kdaj bo to moramo najprej povedati? Ja, to bo danes ob 19:30 v klubu KGB. Pripovedovali pa bomo Ana Duša, Liljana Klemenčič, Suzana Slavič, Dušan Šarotar in Agica Kovše. To ste vi. In gospa Agica Kovše je danes zjutraj z nami in nam bo po enem hitu tudi predstavila en primer, oziroma bomo slišali, kako pravzaprav delujejo te pravljice za odrasle. Gospa Agica jo bo pripovedovala in kar je še bolj zanimivo, gospa Agica pripoveduje v pohorskem narečju. Je tak? Odlično. Južno-pohorskem, ja. Južno-pohorskem, 23. pravljični dan v Mariborski knjižnici, ki traja 2 dneva in sicer danes in jutri. In kot smo rekli, gospa Agica, začne se danes ob 10. v domu Arnolda Tovornika, pravljično jutro za mlade oziroma za otroke. Na to je vrhunec danes večer ob 7:30 v KGB-u, pravljični večer za odrasle. En primer seveda še bomo slišali v nadaljevanju, nekaj smo še pa pozabila, kar se programa tiče. Ja, jutri je še pravljični dopoldan za mladostnike in sicer ob 10:45 na prvem odru, Prva gimnazija Maribor, kjer bodo dijaki prevajalko in pripovedovalko
Ano Duša spraševali, pogovarjali se z njo o knjigi Zgodba zgodb, ki je napisal Jean-Baptiste Basil. No, lepo. Je pa res, da preden gremo na ta primer, gospa Agica, ki se ga jaz seveda zelo veselim, ko boste pripovedovali, to bo tudi prvič, da v živo v tem studiu nekdo pripoveduje pravljico, razen seveda, ko je razlagal o svojih dosežkih iz mladih dni, ampak to smo se že naučili ignorirati, da so tudi pravljičari iz Mariborske knjižnice naredili tudi v preteklosti velik vtis na številne posameznike, ker ne nazadnje se zdaj vmes je sam Eger se spomnil, da so mu pripovedovali in da je naredil tak vtis na te. Seveda, na Jezernikovih dnevih v Lovrencu, ki je en tak festival, Mariborska knjižnica organizira tudi pravljični pohod in takrat pride en pravljičar in za otroke pove pravljico in jaz sem takrat bil fotograf tega festivala. Ja. Si pozabil slikati, ne? Res, veš kak doživeto je pripovedoval in je bilo res vrhunsko in jaz se zdaj recimo tega odlomka prav veselim. Jaz tudi, gospa Agica, tako da če ste pripravljeni, to je zgodovinski moment, torej in en primer, kako izgleda pravljični večer za odrasle, ki je vrhunec projekta Pravljični dan v Mariborski knjižnici, danes ob 7:30 v KGB-ju, ne pozabi. Gospa Agica, izvolite. Ja, pripovedovala bom pravljico Hudiček v steklenici, ki je zapisal Jože Tomažič, jaz sem pa prenesla ali pa prevedla v pohorščino. Izvolite. Dal se godejlo v tistih prostorih cetih, ko v pekli še ne bilo veliko kršonskih duš. Pa deda je sam Lucifer, poglavar vseh peklanjškov, sklejco vse svoje store, no mlade, pametne, no pohjene peklanjške, pa jim zapovido, da marijo jít po sveti, lovemo bavgi, duše krast. So pa šli. Zram je bil pa tu en tok činek, bugi peklanjšek, pa kolovroto po sveti, pa bavg se vaj, kak se ta vzgodejlo, nikak si zešel gor na poharje. Pa prejde na planejno Podravglo. Tam je pa tekle prgoši zagledo eno storo lesajno beto. Nad je pa živila ena stora kočlarca. Je bila pa že tak preci stora, žibuga, cajla zgarona, vam povem. Jo pa gleda, pol pa grete dvoje, sej pa ponamdi za hlopca. No, je rekel, da je bo naredil vse, ko bo hotla. Vse, faugo jo bo, vse, ali po 7 lajtah, pa mu bo mogla dati svojo dušo za plačilo. Ženska si pa takle misla, stora sem že, zdaj 7 lajt tak ne bom preživila, bom tak prav marla, po moje duše tak ne bo dobil. Pa sta se zmanjila. In nadaljevanje danes večer ob 7:30 v KGB, gospa Agica, to je bilo izjemno vrhunsko. Jaz sem tu čakal, kako bo dalje. Tako da ne zamudite, Pravljični dan v Mariborski knjižnici, pravljica za odrasle ob 7:30 KGB. Gospa Agica Kovše, hvala lepa za vaš obisk. Ko boste kadarkoli imeli spet željo, da pridete pripovedovati kako pravljico v živo ali pa ko se bo kaj takega dogajalo v Mariborski knjižnici, vabljeni. Hvala.